Na prvo tekmo z izraelskim prvakom se vijoličasti pripravljajo po klasičnem ritmu. Medtem ko se tribune pridno polnijo, v zraku pa je v mestu čutiti, da se obeta pomembna tekma, nogometaši opravljajo zadnje priprave. Z zadnjim treningom na glavnem igrišču, ki je bil zaprt za javnost, in z odhodom v karanteno se vzdržuje ustaljen protokol. Na srečanju z novinarji pa sta o tekmi fokusirano in preudarno spregovorila Ante Šimundža in Marko Šuler. Da v kadru ne bo poškodovanega Aleša Mejača in da gre za resnega evropsko izkušenega tekmeca, je med drugim povedal trener. Ni bilo lahko jih poročiti, prosto razloga, ker so igrali samo 2 uradni tekmi. Dobili smo nekaj video zapisov iz pripravljalnih tekem. Ni njihova realna moč prikazana, prosto razloga, ker so bili toliko dominantnejši. Je pa evidentno, da so ekipa, ki ve, za kaj gre, je ekipa, ki igra zelo, zelo hitro, ekipa, ki ima dinamiko, katera išče globino, katera je mentalno zelo, zelo ofenzivna. Pomeni, da tole našo domačo nalogo smo zanalizirali, smo naredili. Fantje bodo dobili določene informacije danes, jutri, nekatere so že dobili, da se bomo lahko pripravili dobro. Manjša težava je poškodba Mejača, ki je izven kadra, posledica sobotne tekme. Vsi drugi so pripravljeni na tekmo, pomeni, da smo na dokaj visokem nivoju in fantje vedo kako in kaj. V 2 tekmah želimo iti naprej. Kako bomo to dosegli, ena ideja je za doma, ena ideja je za zunaj. Enostavno, ko bomo upravili tekmo doma, bomo govorili o drugi tekmi, tako da smo popolnoma fokusirani na domačo tekmo, iščemo pozitivni rezultat ali pa aktivni rezultat, kateri bi nam dal možnosti napredovanja. Z izkušnjami igranja pri Makabijevem mestnem tekmecu Hapoelu pa je z zanimivimi in uporabnimi informacijami postregel tudi branilec Šuler. Makabi v tem času, mislim, da zelo je podobna ekipa, kot je zdaj. Igrajo ta pas, hitri pas žoga oziroma zelo po tleh, manj na kontakt in predvsem te žoge v globino med igralce. Kar hitro in so kar neugodna ekipa, ampak se pravim, proti ekipam, ki se znajo postaviti, ki dobro stojijo, znajo imeti dosti problemov, ker so dokaj neučakani. Se jih da hitro presenetiti, predvsem če dobro stojiš, seveda če se pa odpreš, če greš naivno, te znajo kaznovati. Vzdušje je super, v bistvu za nas je tekma kot tekma, cilj je enaki kot pred zimskim, iz tekme v tekmo. Nasprotnik, kakršenkoli je premagljiv, ne bo lahko, to vemo, ampak gremo naprej, se pravim, jaz ne rad delam kalkulacij, ne gledamo daleč, vemo pa, kaj čaka za vsem tem, kaj je nagrada in zakaj se dela, tako da gremo prvo tekmo, pa pol naprej. In v zadnjem napovedniku še en opomnik. Ob tekmovalnem bo dvoboj z Makabijem pomenil tudi velik organizacijski zalogaj. Vse tekme izraelskih moštev v evropskih pokalih imajo namreč oznako visokega tveganja in po tej plati je varnostni vidik močneje izražen. Naloge organizatorja bodo tokrat zahtevnejše, vsi udeleženci tekme se moramo zavedati, da bo zaradi dogodkov po Evropi v sredo Ljudski vrt pod posebnim drobnogledom. Tekmovanja pod okriljem UEFA niso prostor za izražanje političnih prepričanj, prav tako ne za kakršnokoli izražanje politične, verske ali rasne nestrpnosti. Vsakršno kršenje zahtev o ničelni toleranci bo imelo resne posledice. Kazni niso samo finančne, ampak se lahko izreče tudi kazen tekme pred praznimi tribunami ali celo izključitev iz tekmovanja. Vsak navijač se mora zato zavedati, da lahko ima njegovo nespametno dejanje resne posledice za preostale navijače, za klub in za mesto. Zato bomo znova pokazali vijolično enotnost in skupaj storili vse, da pošljemo v svet sliko o zglednem obnašanju vseh, ki jim srce bije za NK Maribor.